Maraton Franja velja za največji kolesarski dogodek za rekreativne kolesarje v Sloveniji. 3, 2, 1, srečno! V svoji dolgi zgodovini je doživel že marsikaj in preživel preizkus časa ter pridobil status osrednjega dogodka sezone marsikaterega slovenskega in tujega kolesarskega navdušenca. Je rekreativno-tekmovalni dogodek z najdaljšo tradicijo, ki povezuje kolesarje in kolesarke vseh starosti. Vrhunec dvodnevnega dogajanja sta nedeljska 97-kilometrska Triglav Mali maraton Franja in 156 km maraton Franja BTC City. Ta športno-rekreativni dogodek se je rodil leta 1982, leta 2010 pa postal del svetovne serije maratonov. Kaj dajati 41. maratonu Franja na pot? Skratka, izredno smo ponosni, da jih imamo za sabo že 40, pa nekatere organizacije 20 let dela in smo zelo veseli, da tudi 41. Franja je zelo dobro pripravljena organizacijsko, ko imamo v organizaciji 2600 delavcev, tako da to res izjemna zgodba, da jih dobimo toliko ljudi in se jim še enkrat iskreno zahvaljujem, da imamo vsi radi Franjo, da imamo vsi radi kolesarstvo, da se radi družimo in na koncu smo veseli, ko tudi zaključimo s tem projektom in začnemo že takoj naslednji dan pripravljati naslednjo Franjo. To smo nekako navajeni, s tem živimo, kajti to je tista prava institucija, ki je postala v teh letih, ki ni samo nacionalna, ampak visoko ocenjena v mednarodnem smislu. Ali ima tudi svetovno prihodnost? Še vedno ima svetovno prihodnost, kajti mi smo v zlati seriji organiziranih svetovnih maratonov med 10 najboljšimi, najmočnejšimi in tudi, ko smo organizirali svetovno amatersko kolesarsko prvenstvo v 2014, smo nabrali dosti organizacijskih novih pristopov, da sedaj razmišljamo o novem svetovnem prvenstvu v smeri makadamske izvedbe. To je tudi čedalje bolj popularna zgodba, ki jo tudi zelo cenijo v tujini in mislim, da v Ljubljani na področju Barja bi lahko takšno izvedbo tudi izpeljali. Ali ste BTC podpira brezogljične odtise? Res je, mi v hiši imamo močen sektor za trajnostni razvoj. V tem času smo vložili v trajnostne projekte preko 40 milijonov evrov. Imamo tudi dobre rezultate, štejejo dejanja. V tem smislu smo zelo močni ne samo v Sloveniji, ampak tudi mednarodno in tudi v naslednjih letih bomo še bolj ozelenili kompletno območje. Še več bo energetskih projektov, tudi z novimi sončnimi elektrarnami. Imamo že 3 zaenkrat, ampak jih bomo imeli v naslednjih letih vsaj še 3-4 in bomo na tem nivoju imeli že približno 6 do 7 milijonov kilovatnih ur lastne električne energije iz obnovljivih virov. Ali bomo dobili tudi v BTC-ju novo ulico Tadeja Pogačarja, mora biti? Skratka, izredno zanimiv predlog, ki ga je podal danes na tiskovni konferenci direktor maratona Franja Gorazd Penko. O tem bomo razmišljali, kako bi to izpeljali, kako izvedli ali pa na kakšen drug način obeležili izjemne rezultate Tadeja Pogačarja in pa po drugi strani imamo tudi izjemnega Rogliča. Ampak Tadej Pogačar je tudi član našega kluba, kolesarskega društva Rog, vozil je tudi Franje in tudi lansko leto, ko je bila dirka po Sloveniji, je šla dirka tudi sočasno z Franjo preko Ljubljane naprej v Novo mesto. Gospod Merval, kaj vam pomeni Franja? Franja, sem ponosen že zgodovinsko, že na samo bolnico Franjo. To, kar je naredila v tem plemenitem smislu človečnosti, humanosti, ne samo za slovenske partizane, ampak tudi za ameriške letalce, tako da so tudi ameriško zunanje ministrstvo in pa general Dwight Eisenhower zelo hvaležen in so tudi napisali takrat pismo, da se zahvaljujejo za vso pomoč, za trud, da se to ne more poplačati drugače, kot da imaš to v večnem spominu, kaj so nekateri naredili za partizane oziroma za ameriške letalce. In to je tisto, kar nas tudi v tem človeškem humanem smislu tudi maraton Franja krasi. Ostati moramo normalni, korektni, pošteni ljudje
in pa skrbeti tudi za naše okolje, za naše podnebje, in kolesarstvo je tisto, kjer lahko pokažeš, da ni ogljičnega odtisa in da lahko imamo boljšo kvaliteto zraka oziroma kvaliteto življenja. Letos ob 41. izvedbi, ko se bodo 11. in 12. junija ceste napolnile športnimi navdušenci, se bodo kolesarji spet pognali po 5 različnih trasah, ki bodo tradicionalno razdaljene glede na njihovo zahtevnost. Večina stvari za 41. maraton Franje je skoraj pripravljeni, čakate še samo kolesarje. Ja, res je, pač nekako priprave potekajo v ustaljenem redu. Seveda se pa vedno vse dogaja, tiste najbolj pomembne zadeve pred samo izvedbo in pa na sami izvedbi. Trenutno imamo nekako največ težav z deli na cesti, ki so zelo številčna, ampak če primerjam prireditev oziroma pogoje, ki bodo na našem maratonu in pa v pogojih, na kakšnih se včasih odvijajo tudi največje profesionalne dirke, mislim, da bi moralo vse steči brez večjih težav. Veliko bo zopet udeležencev, je pa za pozdraviti tudi tiste, ki so do sedaj prevozili že vse maratone. Ja, seveda, številka 9 je neverjetna, tudi da ima gospod Nandevičič kolo tukaj zraven nas, s katerim je prevozil vse maratone, je res zgodba neverjetna, in to, da bo kolo pripadalo potem kolesarskemu društvu Rog po njegovi končani karieri, je tudi zgodba neverjetna. Pač vse to je neka dediščina kolesarskega društva Rog, maratona Franje in pa seveda vseh pokroviteljev, ki so sodelovali, in pa ljudi, ki so sodelovali na kakršenkoli način pri izvedbi maratona. In zagotovo se lahko trdim, kot je že dejal Zvone Zanoškar pred 32 leti, da brez Franje kolesarskega društva ne bi bilo, oziroma on je dobesedno dejal, bi mi hitro zaprli štacuno, ne bi bilo teh zvezd, ki so danes v slovenskem kolesarstvu. Kako vidite Franjo v svetovnem merilu, kakšna ima prihodnost? Ja, tako je. Franja, odvisno, kako se bomo pač potrudili z izvajanjem dogodkov naprej. Zato je tudi predsednik organizacijskega odbora nekako nakazal smernice v bodoče, kajti opažamo upad ravno zaradi tega, ker nimamo več kronometra. Tudi iz turističnega vidika je trodnevni dogodek veliko bolj zanimiv, posledično jasno tudi iz finančnega turističnega vidika. Tako da se nagibamo jasno k temu, da spet ponovno organiziramo 3-dnevni dogodek ali še kaj več. In upam, da nam bo seveda uspelo. Nekako je kolesarsko društvo Motor skupaj z vsemi našimi trenerji, simpatizerji, vendar kot vemo, vsak motor potrebuje gorivo so pa finance, te pa prispevajo občine in pa pokrovitelji prireditve. Maraton Franja se dogaja 11. in 12. junija. Vabim tiste, ki uživate v kolesarstvu, tiste, ki uživajo pri hitrostih nad 40 km/h in tiste, ki uživajo, ko vidijo vesele obraze na najmlajših, in pa tiste, ki uživajo v mirni vožnji in pridejo mogoče, tako kot se dogaja na Hervisovi Barjanki, težji na cilj, kot so štartali. Kaj pa o pomembni Franje, kakšni so odzivi in kako doživljate ta kolesarski praznik, nekdanji profesionalni kolesarji? Ja, pozdravljeni najprej tudi z moje strani. Ja, hvala za vprašanje. Ja, ko se vrhunski športnik približuje, vrhuncu sezone, kariere, seveda so, prej smo govorili v metuljčkih v trebuhu in to čutiš, je to nekaj posebnega. Takrat veš, da je pred tabo nekaj pomembnega, nekaj, kar ti zelo pomeni. Podoben je pa tudi na Franji. Jaz sem na žalost premalkrat prevozil, imam pa še kar nekaj časa, tako da sem zelo vesel in ponosen, da sem lahko del Franje. Maraton Franja svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja.
Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.